V ospredju septembrske številke ESG so 4 naslovi. 4 je aktualna sporočila. September je mesec mobilnosti, zato najprej izjava Janeza Marlaka iz družbe Adria Kombi. En sam intermodalni vlak lahko s ceste umakne 65 tovornjakov. To drži, pa je v EU in v Sloveniji zato več intermodalnih vlakov. Zakaj jih ni? Dr. Gregor Anderluh z Kemijskega inštituta sporoča: Slovenija se mora uvrstiti med vodilne evropske inovatorke. Zdaj ni. Kako nazaj med močne inovativne države? Magister Janez Rebec iz skupine Pivka, perutninarstvo in zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS pa pravi: za prehransko varnost je odgovorna celotna agroživilska veriga. Ujme bodo vplivale na oskrbo s prehrano. In Igor Milavec ze Združenja lesne in pohištvene industrije: sporočilo je hkrati opozorilo. Pohištvena panoga lahko ponovno zdrsi v krizo, če ne bo ukrepal. Kdo bo ukrepal? To so osrednja sporočila. Podjetja, ki zdaj na trgu zaman iščejo kadre, znanje in kompetencami v trajnostnem razvoju, bodo v septembrski številki našli priporočila, kako do profila kadrov za ESG. Seveda pa v reviji nismo mogli mimo popoplavne obnove Slovenije. Odločitve za sonaravno gradnjo z zelenimi materiali naj sprejema stroka. A vse naj bo do skrajnih meja javno, transparentno, da se ne bodo razpasle korupcijske lovke. Če ne bo tako, bo popoplavna prihodnost Slovenije zajokala skupaj s prizadetimi prej, kot si upamo pomisliti. A bodimo optimisti, saj gre za zrelostni izpit stroke, države in civilne družbe.